Začnemo z delavnico. Najprej pozdrav z strani vseh partnerjev. To so Fakulteta za kmetijstvo, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije in pa 6 kmetij, o katerih bomo v nadaljevanju tudi več slišali. Torej, informacije o projektu, te osnovne, gre za projekt 16.5, podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanja nanje. Projekt je bil odobren s strani agencije oziroma ministrstva 13.12.2018. To pomeni, da teče sedaj drugo leto trajanja projekta, celotna dolžina projekta pa je 3 leta, tako da v naslednjem letu, v decembru, se bo projekt zaključil. Gre pa, kot sem že na kratko omenil, za sodelovanje, torej raziskovalne inštitucije, to je Kmetijski inštitut Slovenije, svetovalne inštitucije, to smo Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, vodilni partner je Fakulteta za kmetijstvo in pa vključenih imamo 6 kmetijskih gospodarstev, ki smo jih nekako razdelili v 2 sklopa. Eni se ukvarjajo bolj z pridelavo lucerne in mešanic, drugi pa z dosevki in pa kot glavno kulturo pri dosevkih koruzo. Tako da razdeljeni so v 2 skupine, v prvi skupini je kmetija Lašič, kmetija Kocovan in kmetija Kopač, kot sem rekel, z lucerno. V drugi skupini pa so kmetija Žnideršič, kmetija Lep in pa podjetje JGZ iz Rogoze. Zdaj potek današnjega srečanja bo takšen, da bo sodelavec Ludvik Richter predstavil zasnove poskusa in pa dejansko povedal nekaj tudi o vzorčenju, kako ga izvajamo na kmetijah. Drugi sklop bo zajemal rezultate analize silaž, ki nam jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije. Zato smo poprosili doktorja Jožeta Verbiča in pa na koncu smo se nekako v projektu zavezali, da bomo udeležence raznih srečanj, širjenja rezultatov povprašali tudi po znanju oziroma le to preverili, tako da to bo potekalo tudi preko Zooma, čisto anonimno, bom rekel bolj simbolično na koncu preko enega vprašalnika. Tako da predlagam, da se zadeva podrobno spremlja. Zdaj pa bi jaz predal besedo kar Ludviku Richterju in prosim za prvo predstavitev. Ludvik, me slišite? Ti povej, no, ker ne vem, če me ne sliši. Ja, ne slišimo ga. Ludvik, ne slišimo te mikrofon. Mikrofon, pa še enkrat od začetka. Malo samo. Bo. Zdaj v redu, slišimo. Kar še enkrat od začetka, ja? Ja. Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Pozdravljam vas vse, ki ste se udeležili današnje predstavitve tega projekta, v katerega smo se skupaj z partnerji, pa z nosilnim partnerjem prijavili v letu 2018 in ga tudi uspešno dobili. No, vsaki projekt ima seveda tudi, mora si zastaviti svoje cilje. Zdaj naštel bom tiste 4 najpomembnejše, ki jih ima ta projekt in ki smo jih v celem tem obdobju stremeli k temu, da jih izpolnimo. Najpomembnejši cilji projekta so pač, da bi vpeljali v prakso pridelavo in konzerviranje visoko kakovostne beljakovinske krme v obliki mešanic in metulnic z visokim deležem metulnic. To je prvi cilj. Drugi cilj je posodobiti in povečati pridelavo proti suši odporne lucerne zaradi njene stabilnosti pri pridelavi in pa boljšega konzerviranja lucerne v mešanicah z ostalimi travami. Naslednjo je za uvajanje večjega deleža metulnic zmanjšati potrebo po mineralnih dušikovih gnojilih v njivskem kolobarju. Tudi to upam, da bomo na koncu dosegli. In pa nazadnje zagotavljanje visoko kakovostne beljakovinske krme na zalogo s posodobljeno pridelavo prezimnih krmnih dosevkov. To je pa pri tistem drugem sklopu kmetij, ki jih je že Boštjan nakazal.
Aha, tako. Kot prvo bi vam rad predstavil poskus z lucerno in mešanicami. To so bile 3 kmetije, ki smo jih skrbno izbrali na različnih koncih Slovenije, tako da je lokacijsko čim bolj pokrito, da imamo različne klimatske pogoje, pa različna zemljišča za izvedbo poskusa. To smo si že na začetku zadali, pa to ni bilo tako enostavna naloga, ker smo mogli po celi Sloveniji primerne kmetije poiskati, pa mislim, da smo imeli kar srečo pri tem. Torej smo k sodelovanju spodbudili 3 kmetije. Prva kmetija je bila v Mednem, kmetija v Ljubljani, Ljubljana-Šentvid, to je v bližini Save, blizu Medvod, na drugi strani pa je Šmarna gora, se pravi, je tam Ljubljansko polje. So se na tej kmetiji že v preteklosti ukvarjali z pridelavo lucerne in to uspešno, pa tudi razne poskuse v tej smeri so že v preteklosti izvajali na tej kmetiji. Naslednja kmetija je bila izbrana v Vukovju, to je v Slovenskih Goricah, v Pernici. To so mogoče malo bolj zahtevni pogoji, ker je površina, ki je bila izbrana, leži v nagnjenem terenu, pa tudi glede vlažnosti je tam malo bolj problem, ker so, bi rekel, skoraj ilovnata tla, pa z vodo je vedno problem, nepropustna tla. Niso glih optimalno primerna za lucerno, pa za poskus so pa najbrž kar primerna, da imamo različne pogoje za pridelavo. Tretja kmetija je bila pa v Miklavžu na Dravskem polju izbrana, tu so pa idealni pogoji za pridelavo lucerne, ravnina, zemlja je skoraj primerna za pridelavo vrtnin, da tu ni bilo nekih problemov posebnih. Vsi nosilci na teh 3 kmetijah so bili mladi prevzemniki, vsi so tudi zavezanci za davek na dodano vrednost, imajo sedeže v 2 statističnih regijah, to je bila zahteva, in sicer sta 2 kmetiji v Podravju, ena pa je v osrednji Sloveniji. Na območju z omenjenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo leži ena kmetija, na tej kmetiji se izvaja tudi ukrep dobrobit živali in sicer pašo govedi. Proizvodnja usmeritev na 2 kmetijah je prireja mleka, to je na kmetiji v Mednem in pa na kmetiji v Miklavžu. Na eni, in sicer v Vukovju, pa je glavna dejavnost pitanje govedi. V tem obdobju vmesnem so se preusmerili iz prireje mleka v pitanje mlade govedi. Na vsaki izmed teh kmetij smo izbrali primerno njivsko površino v velikosti približno 1 hektar, malenkost več kot pa hektar. Površino smo potem razdelili na tretjine, se pravi približno 33-40 arov vsake take enote, kjer so z strojno setvijo posejana 3 različna obravnavanja. Kot varovalni posevek spomladi je bil uporabljen oves v količini 30 kg na hektar. Ta oves je bil tudi pri prvi košnji glavni pridelek, bi lahko skoraj rekel, je bil neki zelo visoke rasti oves, taka sorta je bila. Herbicidov pred setvijo nismo uporabljali na nobeni kmetiji, setev pa je bila upravljena od 1. do 2. aprila leta 2019 na teh kmetijah. Vse smo nekje tako splanirali, da je bilo v istem časovnem obdobju to upravljeno. In sicer, če pogledamo, kaj smo na teh kmetijah posejali, na prvi tretjini smo posejali lucerno v čisti setvi, izbrali smo slovensko sorto Sočo, tudi to je bila ena od želj, na fakulteti so se tako odločili, tako da smo našo slovensko sorto poiskali, in sicer v čisti setvi smo posejali 20 kg na hektar lucerne. To je bilo na prvi tretjini, na drugi tretjini te njive smo posejali trave, to se pravi mešanico trav, v čisti setvi 32 kg na hektar, in sicer smo tu uporabili 14 kg travniške bilnice, sorta Pardus,
Naslednja je bila trpežna ljulka sorta Matilde, 12 kg na hektar, in pa mačji rep sorta Winnetou, 6 kg na hektar. Od teh sort nobena ni slovenska sorta, ampak smo jih dobili iz uvoza. Najprej smo tudi mogli pridobiti 3 ponudbe od različnih prodajalcev. Na koncu smo se pač odločili za najcenejšega, to je bila vedno Semenarna Ljubljana, kjer smo seme tudi nabavili. Na tretjem delu površine smo pa posejali mešanico lucerne in pa trav, se pravi 50% je bilo lucerne, te soče, in pa 50% teh trav, ki smo jih prej posejali v čisti setvi. Na tej površini smo posejali 26 kg na hektar, lucerne smo dali 10 kg, travniške bilnice 7, trpežne ljulke 6 in pa mačjega repa 3 kg. To smo vse posejali tako v tistem času, ko smo rekli. Pred setvijo v februarju leta 2019 je bilo opravljeno tudi vzorčenje tal po AL metodi na globini 0 do 30 cm. Prav tako smo opravili tudi vzorčenje N- na globinah od 0 do 30, 30 do 60 in 60 do 90 cm. Nekaj je imel težav pri jemanju vzorcev z sondo na tej globini, ker so tu večinoma prodnata podlaga, tako da do 90 je malo kdaj bilo uspešno, ne pa je bilo že pretrdo na koncu. Osnovna analiza tal na kmetijah je dala naslednje rezultate. pH je bil na 2 kmetijah identičen skoraj, se pravi 6,93 je neutralna reakcija skoraj, zelo primerno za lucerno. Na kmetiji 3 je bilo 5,80, tudi tu je še bilo koliko toliko sprejemljivo, to je bilo na kmetiji v Pernici, pa je bilo potrebno malenkost poapniti. To so storili, tako da so pogoji v redu. Če pogledamo založenost z fosforjem, v miligramih na 100 gramov tal je bilo na kmetiji 1 v C-ju, se pravi od 13 do 25 miligramov fosforja na 100 gramov tal. Na kmetiji 2 je bilo založeno z fosforjem v B, se pravi 16 do 12, in pa tudi na kmetiji 3 je bila založena s fosforjem v B klasi. Z kalijem je bilo na 2 kmetijah založenost v C od 20 do 30 na 100 gramov tal, na kmetiji 3 pa je bila založenost kalijem malo slabša, se pravi pod 10 v A kategoriji. Organske snovi v procentih je bilo na kmetiji 1 zelo visoko, 5,22, to je kmetija v Ljubljani, na ostalih kmetijah je pa bilo nekje okoli 3% organske snovi v tleh. Se pravi, apnenje in gnojenje smo izvedli glede na opravljeno analizo tal, tako da je bilo določeno nekje, da bodo vse kmetije imele enake štartne pogoje. Zato smo na vseh 3 kmetijah spomladi pred setvijo uporabili 15 kubikov nerazredčene goveje gnojevke na hektar. Dodatno gnojenje je bilo pa še potrebno na kmetiji 1 in 3, in sicer smo dodali 250 kg MPK, 0,20-30 na hektar. Na kmetiji 2 je bilo pa malo več, je bilo pognojeno še dodatno za 400 kg MPK, 0,20-30 na hektar, in pa še dodatno za 100 kg ekofosa za 26% fosforja na hektar. Po prvi, drugi in pa tretji košnji, se pravi, tam, kjer ni bilo lucerne, smo vsakokrat še uporabili 40 kg dušika na hektar z kanom, ne smo to dosegali po vsaki košnji. Tam, kjer je pa lucerna, pa dušika nismo dodajali. To, kar se tiče gnojenja, je bilo, pol imamo še termine košnj, pa rezultate analiz dušika. Spomladi leta 2019 so bili pred setvijo odvzeti tudi vzorci dušika N- na 2 kmetijah. Na eni kmetiji ni bilo možno odvzeti vzorcev, vzrokov glih, ne vem zakaj ne. Pač rezultate imamo za 2 kmetiji.
In sicer je bilo tako, da je na kmetiji 2 je bilo spomladi založeno z dušikom 110,46 kg dušika en min, na kmetiji 3 pa 61,44 kg mineralnega dušika. Povprečje je bilo torej 85,95 kg mineralnega dušika na hektar na teh 2 kmetijah. V zgornjem delu imate napisane tudi termine košenj, ki smo jih opravili v letu 2019, in sicer je bila prva košnja opravljena 12. junija na vseh 3 kmetijah v istem dnevu, druga košnja je bila opravljena od 17. do 20. julija 2019, tretja košnja je bila mesec dni kasneje, od 17. do 19. avgusta, in pa četrta, zadnja košnja v letu 2019 je bila od 7. oktobra do 11. oktobra. Omenim naj, da smo v letošnjem letu imeli na teh istih površinah 5 košenj opravljenih. Bomo še to. In da pa smo imeli rezultate dušika dokončno znane, smo še novembra po zaključku vegetacije ponovno so bili vzeti vzorci en min. Na vseh 3 kmetijah je bila založenost z dušikom najvišja na obravnavanju, kjer je bila posajena lucerna, in sicer je bilo 55,1 kg en min na hektar. Nato je po založenosti z dušikom sledilo obravnavanje, kjer je bila posajena mešanica trav z 32,21 kg en min. Povprečno najnižja vrednost dušika pa je bila na delu, kjer je bilo polovica lucerne in pa polovica trav. Tam je bila založenost, ostanek dušika pravzaprav 27,91 kg dušika na hektar. Tu je mogoče malo zanimivo, da je bilo tam, ko je bila mešanica, ko je bila lucerna zraven, da je bilo malo manj dušika, kot pa tam, ko so bile same trave. To si bili mogoče težko predstavljamo, da je bilo tako, ampak tako je bilo. Tam imate eno zvezdico pri kmetiji 2, to je 21,36. V tem obravnavanju je pač lucerna skoraj v celoti propadla, pol do jeseni je še pa prišla malo rast, se je malo boljša situacija je bila v jeseni kot pa v tem času. Tako da tisti predelek pol nismo upoštevali na koncu povprečja, ki smo ga imeli. To je glede dušika, ki je bil. Potem pa imamo še rezultate košenj na teh kmetijah. Je tudi mogoče zanimivo, ker smo vse predelke po košnji tudi stehtali. Pred vsako košnjo so bili odvzeti sveži vzorci na teh površinah. To so jih vzeli predstavnik fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Pred vsako košnjo, kak dan pred, so bili odvzeti vzorci, ki so jih posušili v laboratoriju fakultete in opravili analizo. Po košnji, obračanju in izdelavi zgradkov so na kmetijah krmo ob primerni sušili zvalirali v valjaste bale, ki so jih tudi stehtali, večinoma sproti. Na eni kmetiji pa takrat, ko so z krmilnim vozom krmili, so jih takrat stehtali pa posredovali podatke. Tu vidimo, da so bili povprečni predelki na vseh 3 kmetijah prve košnje sledeči. Lucerne smo predelali v balah 2871 kg prvi košnji. Tam, kjer so bile samo trave, je bilo 2342 kg, kjer je bila pa posajana lucerna in trave skupaj, je bilo pa 2967 kg. To se pravi, da največji predelek smo dosegli tam, kjer je bila mešanica lucerne in trave. Če pogledamo še povprečne predelke druge do 4. košnje, je pa bilo tako, da je bilo lucerne 6324 kg, samih trav 6034
kjer je bila pa lucerna in trave, pa je bil pridelek 7264 kilogramov, spet je bil tu pridelek največji dosežen. Če pa pogledamo povprečje vseh 4 košenj na vseh 3 kmetijah, pa so bili rezultati sledeči. Pridelek lucerne je znašal 9194 kilogramov, trave so dale 8376 kilogramov in pa lucerna in trave skupaj v mešanici pa 10231 kilogramov. Zdaj, če se malo preletimo po posameznih kmetijah, so bili kar mogoče malo različni pridelki, na koncu pa povprečje je pa nekaj usklajeno. Tam, ko je lucerna propadla, je bilo mogoče malo manj, pa so različni vzroki vplivali na to, da ni. Zdaj, pri prvi košnji je pa največji pridelek bil zaradi ovsa, ki je bil kot varovalni posevek. Drugače pa na koncu največji pridelek pač lucerna in trava so dali, največji bal smo tam stehtali. Če še malo pogledamo slikovni material iz posameznih kmetij, to je kmetija v Mednem, Gerk je pri Kozovcu se imenuje, Sava je čisto v bližini, lokacija je bila kar zanimiva, drugače pa če pogledamo terminsko, je pa nekje zaostajala vegetacija za kak teden v primerjavi z lokacijami v Podravju, ko smo imeli približno za en teden pozneje je bilo vse skupaj. Pridelek je bil kar lep na tej kmetiji tudi. Na tej kmetiji imajo svojo balirko, svojo sejalnico in vse mehanizacijo lastno. Tudi pri sami trdoti in kvaliteti bal se je videlo, da sami balirajo, ker je bila masa dosti bolj stisnjena, kot pa tam, kjer koristijo usluge drugih. Tu je bilo mogoče oktobra, je pol nekje se je dvignila bela detelja, zelo veliki procent bele detelje je bilo v posevkih na vseh 3 ponovitvah oziroma na celem poskusu je v glavnem pol v oktobru je prevladovala bela detelja. Drugače pa lepi pridelek tudi na tej kmetiji. V Miklavžu na Dravskem polju, tukaj so pač najlepši pogoji, tu vidimo v juniju pred prvo košnjo, oves se vidi, na tej sliki je prevladoval. Pozneje pa pri drugi košnji ovsa nismo več toliko zasledili v tem obdobju. Pol tu se dobro vidi tudi pred košnjo, da so se vzeli vzorci sveže krme, ki so se potem v laboratoriju in fakultete tudi analizirali. Tu so pa bale na kupu, ki smo jih mogli sproti lepo označevati, tako da smo ob jemanju vzorcev smo imeli čist verodostojne podatke. Točno smo videli, ki je lucerna, ki so posamezne. Ali je bila mešanica ali ono skupaj v tem. Tu bi še omenil, da so na vseh 3 kmetijah so za košnjo uporabljali kosilnice z gnetilnikom, kajti pri baliranju oziroma siliranju lucerne si težko predstavljamo uspešnost siliranja brez gnetilnika. Na vseh kmetijah je bil v uporabi gnetilnik, ki je dal zelo dobre rezultate, da se je vlaga čim prej izločila in pa da smo lahko pol obdržali liste in pa tisti najbolj hranilni del rastline, lucerne predvsem. Pri baliranju ni bilo problema, mogoče edino na tistih kmetijah, kjer je bilo baliranje upravljeno z uslugo in je bilo stiskanje malo premalo. Na 2 kmetijah je bilo pa izredno. Zbite so bile bale, tako da sonda skoraj ni uspela prodreti 50 centimetrska. Tu vidimo na kmetiji v Miklavžu, kak je lepi sklop lucerne bil, to je bila pred 3. košnjo, 19. avgusta. Lepi sklop, brez problema. V Pernici, to, ko sem omenil, so bili pogoji malo bolj
težki, a ne, to se tudi vidi, da je bila površina v strmini, so bolj take travniške površine mogoče kot pa njivske, pa kljub temu je nekako smo uspešno zaključili, pa tudi predelki niso bili veliko pod povprečjem ostalih. Potem je Boštjan še omenil, da smo imeli tudi naslednji sklop kmetij, a ne, in 3 kmetije, na katerih smo delali poskuse, upravljali poskuse z straničnimi dosevki, in te 3 kmetije so bile naslednje. V Rogozi smo izbrali javni gospodarski zavod Rinka, to je to je že firma, ki se ukvarja z prašičerejo in pa konjerejo. V preteklosti so imeli pa tudi pitanje mlade govedi za poskusno postajo, za selekcijsko službo, zdaj so se pa preusmerili v pitanje prašičev. Naslednja je bila kmetija na Fali pri Lepu, to je živinorejska kmetija, usmerjena v pridelavo mleka in pa pitanje govedi. Izbrali smo pa tudi eno kmetijo v Brežicah, in sicer je to ekološka kmetija, njena glavna usmeritev je prereja mleka. Tudi tu smo izbrali cirka 1 hektar, mogoče malo več, površino, ki smo jo razdelili na tretjine, in z strojno setvijo smo tu v jeseni oziroma avgusta posajali 3 različna obravnavanja, herbicidov tudi tu nismo uporabili, setev pa smo opravili med 27. in 29. avgustom leta 2019, se pravi z zamikom pol leta v primerjavi z prejšnjimi kmetijami. Na teh kmetijah smo pa na prvi tretjini njivske površine posajali mnogocvetno ljulko v čisti setvi, sorto smo izbrali Jane, v čisti setvi je bilo uporabljeno 40 kg semena na hektar. Druga je bila na drugi površini te tretjine, je bila uporabljena inkarnatka kardinal plus črna detelja global 50-50 v skupni količini 27,50 kg na hektar. V tretjem delu poskusa pa je bila posajana mešanica mnogocvetne ljulke plus črne detelje plus inkarnatke v količini 33 kg na hektar. To so bili strnišni dosevki. Pred košnjo smo, tako kot na prejšnjih kmetijah, odzeli sveže vzorce, sušenje in analiza na fakulteti za kmetijstvo. Košnja je bila upravljena teh posevkov v začetku maja 2020. Naslednji dan po obračanju je bilo upravljeno baliranje, valjaste bale, prav tako kot tu. Čez 30 dni pa smo opravili po zaključku fermentacije teh bal, ko je silaža že uporabna, pa smo opravili vzorčenje. Vzorčenje je bilo pa upravljeno na tak način, da smo iz vsake bale vzeli z posebno sondo dolžine 50 cm in pa debeline 5 cm, po 2 izvrtka na različnih višinah in pa po 2 bali v obravnavanju. To se pravi, če sta bili 2 bali pa več, smo vzeli 2 bale, če je bila pač 1, pa smo samo iz 1 bale vzeli vzorce. Iz vseh teh ponovitev smo vzeli vzorce, pa jih oddali v laboratorij na kis. Pri vseh poskusih smo opravili analize, odvzem vzorcev in pa odvoz na kis. Konec aprila letošnjega leta pa je na teh površinah, kjer smo prej imeli mnogocvetno ljulko in pa te metulnice, smo opravili setev koruze iz zrelostnega razreda 350 v količini 80 tisoč semen na hektar na teh straniščnih dosevkih. V nadaljevanju pa bomo tudi na ostalih kmetijah, kjer smo imeli metulnice, pride naslednje leto koruza, koliko vem. To je še ena skupinska slika z naših
ko smo jemali vzorce, to se vidi, kak je sonda. Pol pa, če je malo problem, če ne pokrmijo tako hitro, je malo problem s temi luknjami, ko jih je treba zalepiti, a ne. Problem je, ko je malo bolj hladno, se ne prime glih. Pa koliko smo videli, so tudi one, ki jih uporabljajo kmeti, tudi smo imeli še kar kvalitetne te lepilne trakove, da smo te vbodne zadelali prereze. Tako, toliko je z moje strani, pa če mogoče še pol kakšno vprašanje. Zdaj bi pa dal besedo Ludvik, najlepša hvala za predstavitev. Jožetu, ki bo predstavil rezultate vzorčen, ki jih je upravil Kmetijski inštitut. Ok, najlepša hvala za predstavitev. Zdaj bomo besedo in pa tudi pravice za deljenje predstavitve oziroma PowerPointa dodelili gospodu Jožetu Verbiču z Kmetijskega inštituta Slovenije, kjer smo, kot je Ludvik povedal, izvajali analize te krme. Zdaj bolj podrobno bodo predstavljene analize tega preizkušanja z lucerno. Par besed pa bomo dodali tudi o rezultatih dosevkov, katere pa bomo tudi v tem zimskem času, ko bo malo več časa, tudi dodatno analizirali, pa bo tudi v naslednjem letu sledila kakšna predstavitev bolj podrobna tudi tega, ker je projekt še v izvajanju. Tako da prosim, če bo gospod Jože kar delil predstavitev. Hvala lepa za besedo. Vsi lepo pozdravljeni. Samo trenutek, da tole namestim. Boštjan, prosim za potrditev. Ja, hvala, vidimo, v redu. Dobro. Torej, predstavil bom rezultate analiz krme, o kateri je govoril Ludvik. Torej, krmna vrednost zelenjave v košnji je odvisna od številnih dejavnikov. Botanična sestava, starost ob košnji, tega se vsi zavedamo, drugih dejavnikov mogoče malo manj. Vremenske razmere v času rasti, ki vplivajo predvsem na kopičenje sladkorjev, ki so pomembni kasneje za siliranje. Razlike so tudi med različnimi rastnimi ciklusi in seveda oskrba travinje, predvsem gnojenje, vpliva na to krmno vrednost zelenjave ob košnji. Na prosojnicah boste videli tele rdeče klicaje, torej to pomeni, da s tem so povezana vprašanja, ki bodo kasneje pri preverjanju znanja. Torej, to krmno vrednost, ki jo dosežemo ob košnji, je treba na en način ohraniti. V Sloveniji je treba pripraviti zimsko krmo vsaj recimo za 5 mesecev, tako da krmna vrednost se zmanjša med siliranjem ali med sušenjem. Zakaj prihaja do sprememb? Na eni strani imamo mehanske izgube in nekako lahko ugibamo, da so te mehanske izgube pri metulnicah nekoliko večje kot pri travah, ker so drobni listi bolj izpostavljeni drobljenju. Prihaja pa tako med venenjem kot tudi med siliranjem do biokemijskih sprememb in na to, kako se spremeni krma med siliranjem, na to vpliva predvsem vsebnost sladkorjev. Sladkorji so nujno potrebni za mlečno-kislinsko vrenje. Pomembna je puferska sposobnost, ta nam pove pravzaprav, kako se material, ki ga siliramo, upira za kisanju. Večja, ko je puferska sposobnost, več kislin potrebujemo za to, da se krma skisa. Pomembna je vsebnost sušine, vsebnost nitratov, pa prisotnost kisika, onesnažene krme in tako naprej. Torej, mi smo sledili tem spremembam. Če pogledamo tole primer neto energijske vrednosti, določili smo jo v krmi ob košnji in na to še v silažah in kvantificirali, kakšne so bile med tem spremembe. Tule v desnem kotu vidimo nemška priporočila oziroma mnenje glede kakovosti siliranja. Skratka, kaj pričakujemo? Pričakujemo, da se bo med siliranjem vsebnost neto energije za laktacijo zmanjšala za 0,2 do 0,5 megadžula nel na kilogram sušine. Če pride med tem do onesnaženja, je lahko ta sprememba še precej večja.
Poglejmo nekaj ciljnih vrednosti, najprej v krmi za siliranje. Pri travah želimo, da ima krma 350 do 450 gramov sušine na kilogram, lahko tudi več, če na kmetiji ni težav s kvarjenjem silaže pri odvzemu, lahko gre ta sušina tudi tja do 600 gramov na kilogram, tudi nekoliko več. Pri lucerni priporočamo nekoliko večjo sušino, zaradi tega, ker se težje silira, 400 do 450, lahko tudi več kot 450, če je obvladano kvarjenje silaž na zraku. Sušina vpliva na silaže neposredno prek aktivnosti vode. Če je krma bolj suha, to zavira rast klostridijev, ki so najbolj želeni mikroorganizmi v silaži. S venenjem krme pred siliranjem, pa tudi, če je to venenje hitro, povzročimo koncentriranje sladkorjev, ki so ključni, torej med venenjem se sladkorji v krmi koncentrirajo. Vsebnost sladkorjev v krmi želimo si 30 gramov sladkorjev na kilogram sveže krme, to je pravzaprav edini kriterij, ki ni podan v sušini. Pomembno so tudi nitrati, torej ugotavljajo, da krma z zelo majhno vsebnostjo nitratov se težko silira. Nekaj nitratov v krmi je potrebno, ker tudi ti nitrati zavirajo delovanje neželenih klostridijev. Glede energijske vrednosti, prej smo videli, na vseh kmetijah se ukvarjajo bodisi s prirejo mleka ali s prirejo mesa in tako za pitance kot za krave molznice hočemo imeti krmo s kar najvišjo energijsko vrednostjo. Za trave imamo ciljno vrednost nastavljeno na 6,3 megadžulov za prvo košnjo in 6,1 megadžulov na kilogram sušine druge košnje. Tukaj sem pozabil napisati, da gre za, se je na vrhu napisano, gre za vsebnosti nel. Pri lucerni so tako velike vsebnosti nedosegljive, tako da za prvo košnjo si želimo imeti silaže saj s 5,5 megadžula nel na kilogram sušine, pri drugi naslednjih pa 5,3. Tole vidite ob strani spet licajčki, prej sem povedal, kaj pomenijo. Torej, glede vsebnosti beljakovin v silažah, v obrokih za prežvekovalce bi morali biti približno 140 gramov beljakovin na kilogram sušine, to je tako, bi rekel, groba pavšalna ocena. Seveda mi si želimo več beljakovin, zato da bo travniška krma mora biti še beljakovinsko dopolnila žita ali koruzno silažo, tako da pri travah in travnodeteljnih mešancah je ena taka mejna vrednost 150 gramov na kilogram sušine, pri lucerni okrog 200 gramov na kilogram sušine, malo pri naslednjih košnjah so dosegljive nekoliko večje vrednosti. Kar se tiče silaž, kakovost poteka siliranja ocenjujemo na podlagi pH vrednosti kislinske sestave in amonijaka. pH vrednost je odvisna od vsebnosti sušine. Skratka, če imamo ovele silaže, smo lahko zadovoljni že s pH vrednostmi 5 ali pod 5. Če pa siliramo neovelo krmo, potem pa je treba pH vrednost znižati pod 4. Maslena kislina je dober pokazatelj kakovosti vrenja, gre za kislino, ki smrdi. Želimo si je manj kot 3 grama na kilogram sušine, bi rekel, to je ena taka ohlapna priporočljiva vrednost. Seveda v praksi je dosegljivo, da imamo tudi silaže brez maslene kisline in želimo si recimo silaže, ki ne vsebuje maslene kisline oziroma ki je pod mejo detekcije. Glede ocetne kisline si je tudi ne želimo preveč, je produkt delovanja enterobakterij predvsem. Želimo je manj kot 20 gramov na kilogram sušine. Vsebnost amonijakovega dušika pa manj kot 50 gramov na kilogram skupnega dušika pri travniški krmi in manj kot 80 gramov na kilogram skupnega dušika pri lucerni. Toliko o kriterijih, zdaj pa poglejmo na hitro rezultate, ki smo jih dosegli. Torej, kaj smo mi pričakovali? Pri travnodeteljnih mešancah smo pričakovali, da se bodo lažje silirale kot detelje, ker trave vsebujejo več sladkorjev od detelj. Pričakujemo, da bodo imele boljšo energijsko vrednost kot detelje. V primerjavi z lucerno vsebujejo trave več neto energije za laktacijo. Na drugi strani pa smo pričakovali, da bodo travnodeteljne mešance vsebovale več beljakovin kot trave.
da bodo prispevale k večjemu zaužívanju, ker metulnice zaužijajo živali več, tega sicer nismo preverjali. Poglejmo, kje so se nahajale travno-detelne mešanice. Vsa obravnavanja so označena kot lucerna oves, s tem, da je že prej Ludvik povedal, da oves smo imeli le v prvi košnji, ampak tak je bil postopek. Glede sladkorjev so dejansko te mešanice v sredini med lucernami in travami, med lucerno in travami, s tem, da ta učinek ni bil zelo izrazit. Torej, pričakovali smo, da bodo trave malo bolj povečale vsebnost sladkorjev, ampak vidimo, učinek je bil, ampak ne zelo izrazit. Glede puferske sposobnosti, značilno je, da zaradi večje vsebnosti organskih kislin imajo lucerna večjo pufersko sposobnost od trav, torej tukaj mešanica ni bistveno zmanjšala pufersko sposobnost, torej z vidika siliranja si želimo čim nižjo pufersko sposobnost, zato da se krma hitreje skisa. Je pa tudi v tem primeru mešanca nekje v sredini med lucerno in travami. Glede nitratnega dušika nismo dosegli tistih priporočljivih vrednosti, s tem, da v praksi te vrednosti niso čisto točno definirane, ampak tukaj smo opazili, da pri mešancah je bilo manj nitratnega dušika kot pri lucernalih travah. Kako to interpretirati? Videli smo tudi v zemlji, je bil mineralni dušik kazal podobno sliko. Torej, zavedati se moramo, da na eni strani pri lucerni je obsežna biološka vezava dušika, na drugi strani smo trave gnojili z dušikovimi gnojili, pri mešanicah pa teh dušikovih gnojil ni bilo, se pravi, je sama metulnica prispevala k rasti trav, videli smo, pridelki so bili zelo veliki, ampak k založenosti z nitrati pa pravzaprav ne in zato tukaj nekoliko nižja vrednost. Vsebnost neto energije za laktacijo so mešanice povsem upravičila pričakovanja, torej neto energijska vrednost mešanic je bila ravno v sredini med lucerno in med travami. Zelo so bile mešanice uspešne pri povečevanju beljakovinske vrednosti, se pravi vsebnosti surovih beljakovin. Te so bile v mešanicah praktično na ravni lucerne. Glede vsebnosti sušine v silažah, zanimivi rezultati, pravzaprav pred zasnovo poskusa niti nismo pričakovali, da bi lahko bila hitrost odpuščanja vode povezana z botanično sestavo. Seveda vemo, da botanična sestava vpliva na to, ampak nismo na to niti pomislili in ugotovili smo kar precej velike razlike. Skratka, kljub temu, da so bili postopki siliranja podobni na vseh treh poskusnih parcelah, vidimo, da so trave hitreje oddajale vlago in dosegle precej večjo vsebnost sušine. Je tukaj razlike 7–8% med lucerno in med samimi travami, mešanice so v sredini. Seveda mi bi si želeli, da bi bilo ravno obratno, ker prav pri lucerni moramo doseči večjo vsebnost sušine za uspešno siliranje kot pri travah. Poglejmo še lastnosti silaž. Travno-detelne mešanice so znižale pH vrednost na raven kot pri travah. Skratka, v tem pogledu že pH vrednost kaže, da je bilo vrenje pri mešanicah ugodnejše kot vrenje pri siliranju same lucerne. Mlečna kislina ni, bi rekel, čeprav si je želimo veliko, ni pa pokazatelj kakovosti, ker je odvisna predvsem od vsebnosti sušine in puferske sposobnosti, tako da ne bom komentiral. Na ocetno kislino mešanice niso vplivale, skratka so bile tukaj, ocetna kislina je bila na ravni lucerne, se je pa izkazal pozitiven učinek mešanic pri masleni kislini, to je najbolj neželena kislina v silaži in tega rezultata smo lahko veseli. Skratka, v mešanicah je bila raven maslene kisline podobna kot pri travnih silažah, pri lucerni je bilo maslene kisline več. Pri amonijakovem dušiku ni bilo kakšnega bistvenega učinka,
eno majhno zmanjšanje v povprečju smo opazili. Prej nisem povedal, torej vsak takle stolpec je povprečje 24 meritev, 4 košnje na 3 kmetijah v 2 ponovitvah. Glede zmanjšanja vsebnosti nel med siliranjem bi lahko pričakovali, da bo to zmanjšanje pri lucerni nekoliko večje kot pri travah, zaradi tega, ker se lističi bolj drobijo. Torej v tem primeru ni bilo kakšnih razlik med obravnavanji, tudi bili smo v razponu, kot ga poročajo Nemci, se pravi 0,2 do 0,5 megadžulov nel naj bi se med siliranjem energijska vrednost zmanjšala in tule smo bili pri vseh postopkih tam približno na 0,4. Med siliranjem se nekoliko tudi zmanjšala vsebnost surovih beljakovin, to pripisujemo predvsem izgubi drobnih lističev, delcev in tukaj pa vidimo, so bile te izgube pri travah nekoliko manjše kot pri mešanicah in pri lucerni. Še nekaj rezultatov privorastnega ciklusa, čas je omejen in ne moramo se preveč zadrževati pri tem, ampak ena od ključnih stvari je znana stvar, največ sladkorjev vsebuje krma prve košnje, tudi pri jesenskih košnjah se zaradi upočasnjene rasti vsebnost sladkorjev spet nekoliko poveča v primerjavi s poletnimi košnjami. Torej druga košnja, vidimo tretja košnja najmanj sladkorjev in to se je nekako kazalo tudi v kakovosti silaž. Kasneje bomo videli, na pufersko sposobnost zaporedna košnja ni vplivala, nitratnega dušika pri drugi košnji najmanj, to lahko povezujemo z zelo intenzivno rastjo, precej vlage je bilo takrat za drugo košnjo in zelo hitra rast nam reči nitrate v rastlinskem materialu in neto energijo za laktacijo. Tisto, kar poznamo s prvo košnjo, vedno dosegamo najboljše vrednosti. Videli bomo, kako bo v drugi rastni sezoni, moramo vedeti, da tukaj bil še oves kot krovni posevek, ampak ne pričakujemo, da je ta dober rezultat pri prvi košnji posledica ovsa. Torej, glede samo še masleno kislino, če pogledamo pri drugi košnji, so imele kmetije kar nekaj težav, vreme za siliranje ni bilo najugodnejše, malo nitratov v krmi, malo sladkorja v krmi, tako da druga košnja je bila ocenjena kot z vidika fermentacije najmanj ugodna. Sklepi, učinek mešanice se je pokazal delno pozitiven pri vsebnosti sladkorjev, puferske sposobnosti z mešanico nismo znižali, nitratnega dušika nismo povečali, vsebnost neto energije za laktacijo smo izboljšali v primerjavi z metulnicami, vsebnost surovih beljakovin smo zelo izboljšali v primerjavi s travami, kislost silaž je bila ugodna, se pravi nižja kot pri metulnicah, pri ocetni kislini in amonijakovem dušiku ni bilo kakšnega učinka, je pa uspela mešanica zmanjšati vsebnost maslene kisline. Torej, na hitro še, kako je bilo s prezimnimi mešanicami, z metulnicami, prej Ludvik povedal, šlo je za mnogocvetno ljulko, od metulnic za črno deteljo in inkarnatko. Torej, tukaj smo ugotovili zelo izrazito povečanje sladkorja v mešanicah v primerjavi z deteljami, dvakrat več sladkorjev smo imeli v mešanicah kot v deteljah in ta vsebnost sladkorja je bila na ravni mnogocvetne ljulke. V tem primeru smo uspeli tudi znižati pufersko sposobnost v primerjavi z deteljami, kar je z vidika siliranja tudi ugodno. Torej, neto energijsko vrednost smo v primerjavi z deteljami izboljšali in prišli na raven mnogocvetne ljulke, tako da so se v teh treh pogledih mešanice vsekakor odrezale zelo pozitivno. Malo smo bili pa razočarani pri vsebnosti surovih beljakovin, ki je bila v travno-deteljnih mešanicah na ravni mnogocvetne ljulke. Zdaj, zakaj? V naslednjem letu bomo naredili še ločene analize detelj in ljulke iz
mešanice, jih bomo presortirali in določili. Torej vemo, da ljulka zelo dobro reagira na gnojenje z dušikom, z povečano vsebnostjo surovih beljakovin in glede na to, da travno-deteljna mešanca ni bila gnojena z dušikovimi gnojili, je videti, da je bilo z vidika vpliva na vsebnost beljakovin ta dušik, ki je prišel od detelj, da ni bil tako velik, da bi se to poznalo v vsebnosti beljakovin. Ampak to niti ni tako bistveno pomembno je, da dosežemo dober pridelek. Lahko te beljakovine, ki jih pridelamo s travniško krmo, sploh silažo, se itak v precejšnjem obsegu v amporo razgradijo, tako da to ni tako ključno. Je pa pomembno to, skratka, tisti, ki se s tem ukvarjam, veste, da pri teh prezimnih dosevkih z mnogocvetno ljulko je ta za majhne doze dušika tale vrednost 122 gramov surovih beljakovin na kilogram ena normalna vrednost. Če bi to še bolj pognojili z dušikovimi gnojili, bi prišli tja proti 200 gramov surovih beljakovin na kilogram sušine. Še tukaj sklepi, pri prezimnih dosevkih vsebnost sladkorjev se absolutno povečana, puforska sposobnost se je zmanjšala, kar je ugodno, neto energijska vrednost v mešanicah boljša kot pri metulnicah, pri vsebnosti surovih beljakovin pa pri prezimnih dosevkih nismo dosegli želenega učinka. Mislim, da sem že več kot porabil svoj čas, tako da to je bilo vse. Takole, jaz se zahvaljujem za predavanje. Zdaj bi pa mogoče pred tistim zadnjim testom naredili še eno razpravo, če ima kdorkoli kakšna vprašanja glede izvajanja poskusa, glede analize. Mislim, da imamo tudi iz fakultete gospoda Mirana prisotnega, če bo kakšno vprašanje, tako da lahko skupaj odgovorimo. Tako da, če ima kdo vprašanje, naj kar klopi mikrofon in vpraša. Sicer pa bomo nadaljevali s testom. Lahko pa se tudi vprašanja, če kdor želi, napiše v klepet, tako pa bom tudi jaz prebral, pa podamo odgovor, če kdo želi. Počakamo par sekund, pa nadaljujemo. V redu, očitno ni vprašanj, tako da bi predlagal, da nadaljujemo z testom. Podali vam bomo 7 vprašanj vezanih na to tematiko, to je bila tudi nekako zadolžitev, da bomo pri udeležencih teh širjenj rezultatov na koncu preverili znanje, to bo potekalo bolj simbolično, ne bo ocen, tako kot v šoli, bomo pa videli čisto anonimno, koliko so si slušatelji določene podatke, stvari zapomnili. Tako da, test. Vsak bo lepo pokljukal po vprašanjih, pri določenih je možnih več odgovorov, pri večini pa po en odgovor. Da prosim, da kar vsak odgovori in na koncu odda. Ker počasi bomo dali par minut.